Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Minute za kulturo. Nocoj bomo govorili o založbi Primus, o njihovi zgodovini, o njihovi produkciji. Predstavili bomo nekaj knjig, zato je z nami njihova predstavnica, gospa Mirela Smajč-Zuber. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu. Pozdravljeni, hvala lepa. Za začetek bi vas prosila, da nam povete nekaj besed, kako ste se sami znašli v svetu založništva. Zdaj, če grem zelo tako v preteklost, bi lahko rekla, da že v bistvu v otroštvu sem bila res ljubiteljica knjig in čeprav sem hodila na ekonomsko šolo in potem tudi ekonomijo študirala, sem vedno v bistvu bila najbolj blizu s knjigami. Tako v bistvu tudi v času študija sem začela kot študentka delati v bistvu v knjigarni in sem dolgo časa bila tudi vodja knjigarne v Ljubljani in v tem času v bistvu sem se srečevala z bralci in s kupci naših knjig in sem poznala pač torej knjigo v smislu kao super čudovita popotnica za življenje in pa tudi ljudi, ki so brali te knjige. Potem pa 3-4 leta nazaj, ko sem pa začela v založbi Primus delati, sem pa v bistvu spoznala še drugo plat zgodbe od v bistvu tega, kako izbrati sploh ta pravo knjigo, kako potem to knjigo prevesti, kako je to v bistvu zahtevno in dolgotrajno delo, ampak se vedno v bistvu pozna, ker na koncu, ko knjiga izide, tudi nosi to neko vibracijo, ki v bistvu da, koliko ljubezni je bilo vloženo v njo, preden je sploh nastala. In ko knjiga potem enkrat izide na polico, potem se šele začne pravo delo v smislu, da najdemo pot do bralca. Tako. In založba Primus je razmeroma mlada založba. Kako je nastala? Založba Primus, ravno zdaj 12. aprila smo praznovali 12 let, tako da ja, zdaj smo tako nekje najstniki, recimo. In v bistvu začela se je pa zgodba z distribucijo najprej in sicer najprej torej bila distribucija knjig in sicer smo sodelovali takrat z enim največjih bioterapevtov v Sloveniji, to je pač Marjano Gorevc. To sodelovanje se je izkazalo kot zelo uspešno in potem se je pač še naprej razvijala distribucija. Pridružili so se nam tudi drugi znani slovenski avtori in založniki, kot so Sanja Lončar, Milena Miklavčič, Tadej Pretnar, Ana Marija Kolman, tako veliko drugih znanih Slovencev se nam je pridružil. Založba sama je pa pol 1-2 leti kasneje začela tudi z lastno produkcijo in danes se lahko pohvalimo v bistvu z več kot 150 knjig pač z področja duhovnosti, osebne rasti, naravnega zdravljenja, alternativne medicine, bi rekli, in tako naprej. Kako ste se odločili za to področje? Je že v samem začetku bila to primarna usmeritev? Mislim, da na začetku, se pravi, mogoče je botrovalo k temu to sodelovanje tudi z Marjanom Gorevcem. Zdaj, podrobnosti ravno ne vem v tistih prvih letih, ker takrat nisem bila zraven pri založbi, ampak lahko rečem, da zadnja 3 leta, 4, kolikor sem jaz pri založbi Primus in kot opazujem in sem udeležena v vsem tem procesu, lahko rečem, da v bistvu je to enostavno naše življenjsko poslanstvo. In tukaj smo najbolj doma v bistvu pri knjigah, ki pač to pokrivajo in se mi zdi, da je pač naša dolžnost, da izbiramo res te prave knjige, ki bojo ljudem pomagali pri tem, da se bojo našli, da bojo lažje in lepše živeli v tem svetu. In vaši bralci so pretežno ženskega spola, moškega, starejši, mlajši? Mislim, da se te meje v bistvu čedalje bolj brišejo. Včasih, tako leta nazaj, recimo, čeprav mene ta pač duhovna literatura vedno nekako najbolj privlačila, čeprav sem tudi ljubiteljica leposlovja in odličnih romanov, daleč od tega, da druge knjige ne bi bila v redu, ampak to mi je bilo nekako najbolj blizu in zaznala sem, da ženske so pač tako najbolj odprte in dojemljive za take stvari in da mogoče je veljalo, da so ženske bolj za tako vrsto literature. Ampak danes se mi zdi, da čedalje več tudi moških posega tudi po taki literaturi, ker se mi zdi, da živimo v časih, ko se pač neki vzorci ali pa stereotipi podirajo in v bistvu so tudi moški pripravljeni za trenutek vse odložiti to masko nekega mačo moškega, ki pač deluje iz racija in mora poskrbeti na tak način, kakor ga poznamo. Tako da v bistvu vsi iščejo neke, kako bi rekla, rešitve, ki bi jim pomagale nekako se lažje soočati z izzivi, ki jih srečujejo vsak dan v življenju.
In s seboj ste prinesli nekaj priročnikov, nekaj romanov, ki ste rekli, da jih podeljujete naprej za naše nagradne igre, za kar se vam najlepše zahvaljujemo. Pa bi kakšno besedo spregovorili o Tolteška umetnost življenja in smrti bo podeljena že naslednjič. Ta čudovita knjiga. To je knjiga, ki je ravno zdaj pred kratkim išla, je roman. V bistvu je pa avtor je Don Miguel Ruiz, avtor, ki ga zelo radi v bistvu nekako imamo v naši založbi. Tudi produkcija naših knjig se je nekje v začetku začela z knjigo Štirje dogovori, ki je bila njegova uspešnica. To je ta knjiga. Zato sem jo tudi prenesla, to boste tudi enkrat prej ali slej podarili. To je v bistvu njegova osnova in za vse tiste, ki ne poznajo Don Miguela Ruiza, mogoče je fajn, da zato v bistvu tudi se najprej seznanijo s 104 dogovori. Gre za v bistvu ene take čudovite modrosti, ki so zelo preproste in uporabne v vsakdanjem življenju in v bistvu ugotovimo, koliko majčka nam manjka do tega, da drugače zaživimo, na drugačen način, od teh preprostih dogovorov, ki jih Ruiz navaja v tej knjigi. Izurite se v božansko bojevnico. Je tudi zanimiv naslov. To je v bistvu, jaz sem zdaj prenesla malo več teh knjig iz tega tolteškega seznama modrosti, ravno zato, ker so imamo res veliko dobrih knjig, ampak določene avtorje malo bolj pogosto prevajamo, ker so nam najbolj blizu in tudi v bistvu se zaradi tega tudi povezujemo z ljudmi, ki imajo ali praktične delavnice, ali opravljajo neke svetovanja, delavnice, kakorkoli. Skupaj organiziramo tudi dogodke, ravno zato, da ljudem v bistvu približamo po eni strani knjižno vsebino, po drugi strani pa to praktično izkušnjo. In oboje je namenjeno temu, da v bistvu nekako izziva človeka, da si drzne drugače zaživeti. In ravno zato sem prenesla, ker to Štirje dogovori, torej njegova itak uspešnica. Bojevnice se pa navezujejo v bistvu tudi na prebujanje ženske moči in ženske modrosti, da ne bi ženske bile tekmovalke med sabo, ampak da bi si ponujale neko vrsto podpore in kakor so si v starih časih ženske znale pomagati. Vse pa prihaja iz tega seznama tolteških modrosti, namreč avtorica Heata Ašamara je bila tudi Ruizova učenka določen čas, ampak je potem postala mojstrica, to pomeni, da se je osamosvojila od svojega učitelja in zaživela z močjo lastne volje in je potem tukaj v tej knjigi kot priročniku navaja 10 lekcij, kako ženska lahko znova prebudi v bistvu svojo pravo pristno energijo in zaživi avtentično, ker kot taka lahko prenese veliko dobrega sebi, okolici in pa tudi v bistvu celi skupnosti. Torej, tudi tako zanimivo branje. Zlato zrno. Zlata zrna so pa, to je v bistvu tudi ena predstavnica, namreč v naši založbi imamo 6 zbirk, ki so aktivne in znotraj teh zbirk mi izdajamo različne knjige. Vse knjige so z področja duhovnosti in osebne rasti, ampak vsaka zbirka pa v bistvu tudi pomeni, kako bi rekla, neko rdečo nit vsebine, ki jo želimo pripeljati do bralca. Tako recimo Primula, zbirka, v kateri je išla tale knjiga Zlata zrna od Oša, je v bistvu nekak zakladnica brezčasnih modrosti in tukaj izdajamo klasike. In Ošo je definitivno na seznamu klasičnih avtorjev, tako kot Ruiz. Ošo je pa v bistvu tako, mogoče tlele bi sam to izpostavila, je pa drugačen kot Ruiz. Mogoče bi rekla tako, da Ruiz, tako ga bereš, tako boža dušo in te tako lepo ljubeče rine naprej, kot otroka, da greš zaživeti na malo drugačen način, da se držiš enih preprostih stvari v življenju, ki ti bojo prenesle drugačno notranje doživljanje življenja. Dočim Ošo, recimo kot avtor, je pa zelo revolucionarno deluje, zelo je tak kritičen in ko bereš, si včasih malo jezen ali pa tako vržeš knjigo, ampak jo spet vzameš nazaj. Oster do bralca. Oster do družbe, ne do bralca, do družbe. In v bistvu bralca ves čas izziva, da v bistvu tudi sam presoja svoje občutke ob tem. Recimo, ne vem, če sem tako za primer navedem, zelo recimo je kritičen do
teh zakonov, ne, torej do poroke, ne, kot take, ki jo poznamo. Ker ti namreč vsak človek mora znati najprej živeti sam s seboj, potem lahko zaživi z nekom drugim. Ne. In poroka v današnjem smislu ne, v bistvu samo omejuje ljudi, v smislu, da se, ne vem, en drugmu prilagajata, da žena ponavadi počne vse za to, da bo pač možu postregla, moža ni. Skratka, poznamo teh par zgodb oziroma različic teh zakonov. Ne. Eni so seveda tudi zelo uspešni in super, ne, taki naj bi bili vzor vsem drugim, ampak Osho govori o tem, da v bistvu prihaja čas, ko bojo ljudje v bistvu živeli lahko v skupnosti, ne, in ne bo v bistvu tega posesivnega, ne, ti pripadaš meni ali ti pripadaš Hunmu, ne, ampak bo odprta skupnost, ker si bojo ljudje pač pomagali, ker bojo otroci vzgajani pač ljubeče in bojo imeli priložnost poznavati različne miselne procese različnih ljudi, ne, torej ne bojo izpostavljeni samo, ne vem, vzgoji svojih staršev, ne, ki pač razmišljajo na enak način, ampak bo izpostavljeni različnim vplivom in to je vedno koristno za otroka, da dobi recimo različne aspekte življenja in potem v bistvu se odloči. Ne? Torej ne usilujemo pač svojega načina življenja, ampak dovolimo otroku, da izrazi sebe. Zaradi tega je tudi prišel, zaradi tega smo prišli na ta svet. Ne? Tako da v tem smislu je kritična, ne? Da vse to, kar obstoja, ne, je totalno narobe. Ne? Kaže nas nekako postavi na preizkušnjo, ne? Tako, postavite na preizkušnjo, ne? Tako da v bistvu ves čas preizkušaš, ko bereš, ne? Tudi svoje občutke, kaj pa ti misliš o tem, ne? Kaj pa ti čutiš, a bi lahko sprejel kaj tazga, ne? Zato pravim, da Osho je recimo en tak avtor, ki njegov čas šele prihaja, ne? Čeprav že veliko let ni z nami, ne? Ampak je bil toliko napreden, da dejansko že takrat so ga čudno gledali. On sicer nobene knjige ni napisal, tako da vse njegove knjige so v bistvu zapisi njegovih govorov, ki jih je imel pač v mednarodni publiki, ne? Drugač ni sam pisal knjige, ne? Ampak so bili njegovi govori toliko močni in toliko pomembni, da so pač se našli dobri ljudje, ki so zapisovali to. In potem da so čutili vrednost, da se to zapiše in prenese potem za naprej. Točno tako. Ayurveda? Ja, tukaj sta pa dve knjigi iz zbirke In zdravje. To je zbirka, ki skrbi za telo in duha. Tukaj noter seveda so torej knjige, ki nam pomagajo zaznati ali najdeti način, kako najboljše skrbeti za svoje telo. In tukaj recimo mogoče bi izpostavila dva sklopa. Eden je ajurvedski, ne, torej in taoistični. Obe filozofiji, oba principa, ne, zagovarjata celosten pristop k zdravju. Tako da ne vključuje samo nekih fizičnih ali pa, ne vem, ali pa samo meditativnih tehnik, ampak oboje združeno. Ne. Taoizem pač je eno najstarejših filozofij na svetu in ajurveda je tudi zelo starodavna modrost. Oba področja nekako sta zanimiva in enostavna za uporabiti. Mogoče pri tem popolni sistem samozdravljenja, ki je moja Biblija, to bi tudi res rada povedala, knjiga, ki jo več kot 15 let uporabljam, ki v bistvu obravnava različne zdravstvene tegobe v smislu, da recimo priporoča neko kombinacijo vaj, ne? Torej namesto, da se pač hranimo zdravili ali pa ne vem, da posegamo po kakšni kemiji, kar nikoli se pač na koncu ne obnese dobro, lahko izvajamo vaje, ki so popolnoma neškodljive. Ljudje lahko izvajajo te vaje ne glede na starost, fizično pripravljenost, pač karkoli, ne? Ker veliko vaj je v bistvu samo takih, da se zadržuješ v določenem položaju ali pa da pritiskaš na akupunkturne točke. Ene so tudi take hecne, recimo, ne vem, vaja opice za transformacijo stresa, ne? Vse vaje pa temeljijo v bistvu na posnemanju živali iz narave, ne? Tako da to je v bistvu tudi nam zelo blizu, ne? In tudi mi tudi, ko priporočamo knjige, kaj bomo brali zdaj v naslednjem mesecu ali naslednjem tednu ali kakorkoli, vedno izhajamo iz tega, kaj se v naravi dogaja, ne? Torej, te energije, ki se prebujajo v naravi, jih mi potem nekako iščemo te energije tudi znotraj knjigi in potem tudi priporočamo branje v ritmu narave, ne? Zakon privlačnosti. Zakon privlačnosti je pa tudi knjiga, ki je v bistvu predstavnica zbirke Nezavedno. To je zbirka, ker dejansko izdajamo knjige, ki nekako nam omogočajo spoznavanje tehnik, ki nam pomagajo reševati določene, ne vem, težave. Recimo, lahko so to samo negativne misli ali pa negativni občutki, kot so, ne vem, samo obsojanje, samo kritika, postavljanje vlogo žrtve, nezmožnost, skratka, ljubosumje, zavist, pač kar
karkoli, ne. Tudi, ne vem, tudi druge stvari sicer, ne. In Zakon privlačnosti je osnovna knjiga od, pač, kak bi rekla, teh Abrahamovih naukov. Namreč avtorica knjige Esther Hicks je oseba, ki kanalizira iz onstranstva modrosti pač določene skupine mojstrov. In tukaj v tej knjigi je predstavljen v bistvu ta zakon privlačnosti kot osnovni zakon vesolja, ki deluje ne glede na to, ali mi to verjamemo ali ne. In to pomeni v bistvu to, kar mislim, to, na čem vibriram, to privlačim v svoje življenje. Ne? Torej, če je moja miselnost, če je moje počutje povezano, ne vem, na neko trpljenje ali pa na neko vlogo žrtve, recimo, potem ne bom pritegnila boljšega v svoje življenje. Ne? In potem nas uči ta knjiga, kako dvigujemo vibracijo na nivo srca, kajti to je prav zakon privlačnosti. Ko smo mi na vibraciji srca, potem lahko pritegnemo v svoje življenje točno tisto, kar v bistvu najbolj z nami vibrira in to se nam potem lahko uresniči. Vse drugo, to je nekaj pozitivnega. Tako, to je nekaj pozitivnega, ampak ne moramo pritegniti nekaj pozitivnega v svoje življenje, če smo sami negativni. Ne? Negativni pa ne pomeni zdaj, da smo zdaj negativno, pomeni tudi, da se pogovarjamo o negativnih stvareh. Ne? Torej, tudi če govorim, jaz nočem tako živeti, meni je to grozen in če se pogovarjam o tem, kako nočem živeti in kako je grdo in ne vem kaj, še zmeri pretegujem to. To se pravi, ko se pa preusmeram drugam, ko se pa preusmeram svojo energijo, svoj fokus v stvari, ki me razveseljujejo, ki me polnejo, ki v bistvu izražajo, mi pomagajo izražati mojo ustvarjalnost na najbolj nore načine, od kuhanja, pomivanja posode do ne vem česa, potem začnem privlačati stvari, dobre stvari v svoje življenje. Ne? Dokler pa sem jaz negativna, pa se pogovarjamo o negativnih stvareh, se nič ne zgodi. Ne? Ali pa ne vem, da se ponavljam, recimo, ja, sem super, ne vem, sem bogata, sem zdrava, v resnici ne verjamem, tega ne čutim. Ne? Pri tem recimo tudi zelo lepo razlaga avtorica o tem, da v bistvu čustva so naš vodilni sistem. Ne? In če nam čustva, medtem ko nekaj počnemo, govorijo o tem, da se ne počutimo dobro, če nam čustva, torej, če so čustva negativna pri tem, to pomeni, da definitivno ne izpolnjujemo nekaj, kar je v skladu z nami, z našo energijo. Ne? In moramo v bistvu preusmeriti, početi nekaj, kar nam bo preneslo veselje. Ne? Ampak je pa tudi tukaj hakalc, ker lahko tudi kakšne stvari, ki bi jih radi počeli, jih ne počnemo zaradi tega, ker imamo strah pred tem, ne? In se ne upamo. In v bistvu na začetku se nam mogoče zdi, da nam odteka energija in da je to še slabša varianta, kakor če se sploh ne bi izpostavljali. Ampak ni res. V bistvu moramo biti drzni, moramo biti pogumni, ker življenje se nam dejansko širi ali pa krči v sorazmerju z našim pogumom, kaj smo pripravljeni storiti. Ne? Torej, čim več drugačnosti, čim več novih stvari, to je tisto, kar nam daje podporo na naši v bistvu poti evolucije, ker evoluiramo ves čas. Ne? Tako, tudi zelo izjemno branje. Ne? Tako. Esther Hicks je pa tudi soavtorica knjige Soustvarjanje na višku. To je tudi zanimivo napisana knjiga. To je tudi knjiga, ki je zdaj nekako sočasno išla z tolteško umetnostjo življenja in smrti. Torej druga knjiga po tej. Tlele v bistvu tukaj smo hoteli tole knjigo tudi zato, ker je Wayne Dyer, kot pač tudi zelo znan svetovni, mednarodni pač avtor in govornik, ki je nažalost pred kratkim umrl tudi, je v bistvu spraševal Ester, taka življenjska vprašanja. Knjiga je dejansko napisana na podlagi dogodka v živo. Torej, je bil dogodek, je bila publika, je bila Ester, ki je kanalizirala Abrahama. Wayne Dyer je pa spraševal, je postavil vprašanja, ne vem, o življenju, o družini, o otrocih, o življenjskem poslanstvu. V bistvu postavljajo tako vprašanja, ki nas vse nas to zanima. In potem oni odgovarjajo, ta Abrahami odgovarjajo in tukaj noter so zapisi torej o življenju nasploh. In tudi zelo zanimivi odgovori. Ne? Ja, taki, ko v bistvu, če človek dejansko prisluhne sebi in svojem srcu ugotovi, da to je resnica, ne? Ampak koliko se bomo mi poistovetili s to resnico, pa od nas odvisno, koliko smo pogumni, koliko smo drzni, koliko si upamo drugače, nekaj preizkusiti ali pa zaživeti. Čeprav jaz to zelo priporočam, namreč zadnje sem tudi poslušala, tudi res tako močno se me dotaknilo, ko pravijo, ne vem, da je
da so ugotovili znanstveniki, da dejansko da vsak dan, če počnemo na nekaj na drugačen način, da se začne ustvarjati nove nevronske povezave in dejansko se začne rojevati nov človek. Torej, opuščamo stare vzorce obnašanja, začenja se nekaj novega. Tako da recimo, ne vem, od tega zjutraj, ko se zbudiš, če vedno vstaneš na levo stran posle, vstani danes na desno, ali pa če greš, ne vem, vedno isti lokal na kavo, ne vem, danes v drug lokal in tako naprej. Skratka, nekaj malega, niso to veliki koraki v smislu, da se bo zdaj nekaj drastičnega takoj zgodilo, ampak ustvarjamo pogoje za to, da se pač, da zaživi boljša različica nas. Tako, samo da se malo prestavimo iz ustaljenih tirnic. Točno tako, to je zelo zaželeno. Včasih, ko tega sami ne naredimo, nas življenje prisili. Potem nam življenje prinese zelo tako hudo izkušnjo, lahko je to ali kakšna bolezen, ali izguba službe, ali en tak pretres, ker v bistvu je namenjen ravno temu, da se človek prebudi, da začne iskati rešitve, ampak ljudje še zmeri čakajo, da nekdo drug prenese boljše življenje v njihovo življenje. To se ne bo zgodilo. Tako da v bistvu jaz rečem, boljše, da jaz sama začnem delati te spremembe, kakor da čakam življenje, da me bo preneslo neko hudo spremembo, zaradi katere se bo mogla potem odzvati in drugače ravnati. In potem je boljše tako, da sam izbiraš tiste spremembice majhne, ki ti ne pomenijo velikih sprememb v življenju, ampak dolgoročno ja. Tako. Koliko časa pa pravzaprav traja, da neko gradivo nastane takšna lična knjiga? Ja, ta pot v bistvu rojevanja knjige, novega projekta, to je tudi taka zelo čudovita zgodba, kateri se veliko posvečamo. Torej od tega, da sploh izberemo, katera knjiga, se že poznamo v bistvu avtorje, nekako rečemo, to so naši avtorji, to itak, da bomo prevedli. Vse drugi, ki iščemo dejansko z urednico, tudi se veliko pogovarjamo, nekako bi rekla, da smo vsi udeleženi in vsi dajemo neka svoja mnenja. Pomembno nam je, da izberemo knjigo, za katero bomo stali. To se pravi, da o kateri bomo znali tudi povedati in prenesti, kako smo jo mi doživeli. Tako da tukaj se že začne pri izbiri. Potem iskanje pravega prevajalca. Nekdo, ki prevaja knjigo, naj bi bil, ne vem, nekdo, ki pozna to gradivo. Recimo, če prevajamo knjigo, ki je z področja Ayurvede, naj bi nekdo bil, ki bi bil seznanjen. Ne rabi biti zdaj doktor Ayurvede, ampak vsaj, da pozna te osnovne izraze, da se bo na pravilen način prevedlo. Potem seveda je lektura, potem je uredniški pregled, potem je oblikovanje, kateremu tudi dajemo veliko pozornosti in seveda tudi sam tisk. Tako da vsi naši sodelavci, ki sodelujejo, v bistvu smo tako kot ena družina in se ves čas pomagamo, se sprašujemo, a je v redu, se preverjamo, kontroliramo, pomagamo, da potem pride ena knjiga, ki dejansko, tako, ko jo dobiš na mizo, smo tako veseli in tako, da bi res nek nov otrok se rodil. Potem pa seveda naprej iščemo poti, kako jo pripeljati do bralca. Prevladuje taka mehka, lahka vezava? Ja. Prevladuje, večinoma, da so mehka vezava, tudi zaradi tega, ker gledamo seveda tudi na to, da so cene dostopne našim bralcem in seveda trda vezava v bistvu podraži vse skupaj, tako da večina knjig je v mehki vezavi, čeprav imamo nekaj tudi trdovezanih, ki so predvsem namenjeni darilom, torej darilne izdaje, ali pa kakšne take, ki so tudi malo bolj obsežne, pa zahtevajo v bistvu trdo vezavo. Tako da gledamo, da je pač vedno neko tako pravo razmerje. Povedali ste, da ko knjiga nastane, se potem delo šele začne, da pride knjiga do bralca. Koliko časa, pa ste morda to kdaj gledali, koliko časa traja, da se knjiga usede, da bralci res rečejo, wow, ja, to pa moram imeti. Ja, v bistvu tako, ja, to je zanimivo. Zdaj smo začeli v bistvu tudi lansko leto, smo prenovili spletno stran, in smo tam na tej spletni strani, ker namreč nimamo lastne knjigarne, naše knjige se prodajajo v knjigarnah, mladinske knjige, državne založbe, v privat knjigarnah, čudovitih privatnih knjigarnah in tudi v biotrgovinah. Ampak nekako v bistvu rabili smo neko bazo, ker bomo v bistvu to, kar mi čutimo ob tem, ko izhaja knjiga, da bi nekako delili z našimi bralci. In to so pač dodatne vsebine, odlomki iz knjig, ki se navezujejo na nekaj, kar se dogaja v naravi, recimo, ko prehajamo recimo iz enega letnega časa v drugega in tako naprej.
naprej. Vse te vsebine v bistvu so zdaj so dostopne na naši spletni strani. Tako da v bistvu tlele prvi korak, ne, v bistvu, da se tudi povezujemo se z ljudmi, ki delajo, torej to sem že omenila, ki počnejo neke praktične delavnice ali imajo pač neka svetovanja, tako da v bistvu tudi preko njih v bistvu imamo dogodke, organiziramo in se pogovarjamo, da bi pač ljudje začutili, da to nisem, lahko je sicer za nekoga je to lahko knjiga, ki je pač zanimivo branje, ne, in da si pač skrajša čas, ne vem, lahko ljudje na različnih nivojih berejo, ne. Mi se pač trudimo omogočiti ljudem, da grejo še v izkušnjo, ne, v smislu, da ne ostane to prebrano le na mentalnem nivoju, tako še en kup informacij, ki pač slišimo prek medijev ali preberemo, ne, ampak tako, da dejansko gremo v izkušnjo, ne, torej nekako hočemo bolj zahtevne bralce v tem kontekstu, da grejo še korak naprej, ne. Tako da v bistvu spletna stran, ker vse te vsebine objavljamo, potem tudi vsak teden obveščamo v bistvu in knjigarne in naše stranke o tem, kaj se dogaja v tem tednu, ne, ker sledimo naravi, ne. Mi ves čas v bistvu nekako obračamo ljudi k naravi, prvi tisti, ne, ker narava je tista naša, ta prava narava, ne. To je edino, kar bi mogli v bistvu upoštevati v življenju, naš drugega, ne. In v bistvu spremljamo, kaj se dogaja, potem pa usmerjamo s knjigami, ne, da to še bolj podpremo, ne. Potem pa knjiga pride tudi v knjigarno in ko pride knjiga v knjigarno, potem tudi hodimo po knjigarnah in se pogovarjamo tudi z gospem, ki delajo v knjigarnah, ne, da pač z nekom pač lahko malo več, z nekom manj, ampak dejansko trudimo se, no, da ni zdaj sam, da pride knjiga, jo damo na polico in tam je, ne, ampak ves čas v bistvu tako iščemo možne načine, kako bi še bolj približali knjigo bralcem. Tako. Če ste za, bova nekaj knjig, sicer danes še ne vaših, ampak nekaj pa le, bova podelili v nagradnem žrebanju. Mi boste pomagali, prosim. Ja. Takole na sredo bom postavila. In nagradno vprašanje prejšnji teden oziroma 14 dni nazaj se je glasilo, o katerem znanem že pokojnem opernem pevcu iz Zagorja je med pogovorom tekla beseda. Mislim, da je bilo kar nekaj, kar veliko odgovorov pravilnih, tako da bova 3 nagrajence izžrebali, pa kar prosim prvega. Prvi žrebani prejme knjigo založbe Karantanija, Ljubezen se začne po 40. Hvala. In vstopnici za Kino Zagorje. Latko Korošec je pravilni odgovor. Rok Zagorišek, Potoška vas 25, 1410 Zagorje, pa je naš prvi nagrajenec. Čestitamo. Takole. Kar drugega, prosim. Drugi žrebani prejme knjigo založbe Ved, Skrivnostna hiša, ki jo je napisal Iztok Vrhovec in vstopnici za Kino Trbovlje. Hvala lepa. Latko Korošec, pravilno. Nina Pikl, Cesta 9. avgusta 56, 1410 Zagorje. Takole. In še tretjega, prosim. Ta pa prejme knjigo Mostovi vseh realnosti, ki jo poklanja avtorica kriminalke Maša Mlinarič. Hvala. Gospa. Latko Korošec, Teja Špilek, Cesta Tončke Čeč 19, 1420 Trbovlje. Čestitke. Takole. Novo nagradno vprašanje se pa glasi. Letos praznujemo 400-letnico smrti največjega angleškega dramatika. V odgovoru navedite njegovo ime in priimek. Prvi žrebani bo prejel knjigo založbe Karantanija Mojih prvih 60, ki jo je napisal Ivan Sivec in vstopnici za Kino Zagorje. Drugi žrebani bo prejel knjigo založbe Ved, Mulci še vedno v akciji, ki jo je napisal Bojan Macuh in vstopnici za Kino Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme knjigo založbe Primus, Tolteška umetnost življenja in smrti. Hvala lepa za vse knjige, za to in pa tudi za vse tule pokazane, ki ste nam jih prinesli. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22, se opravičujem, 1412 Kisovec, ali pa kar pošljite na naš elektronski naslov etv@elektroprom.si. Odgovore bomo sprejemali do 16. maja. Kaj prinaša leto 2016 v nadaljevanju za založbo Primus? Še veliko dobrih, čudovitih knjig.
Knjižni sejem, recimo, tam tudi pripravljamo čudovit program, tako da to se prav veselim. To je taka, kako bi rekla, sladica konc leta. Upam, da bo čim več ljudi obiskalo našo stojnico. No, to je v bistvu, ker tam v bistvu na knjižnem sejmu v Cankarjevem domu, ki je glavni dogodek, v bistvu mislim, da za vse založnike, seveda, je pač trenutek, ko dejansko se srečamo z našimi bralci in vsi pridejo nas pogledati in tam bojo tudi vse te nove čudovite knjige, ki se bojo pač med letom že pojavlja v knjigarnah. Se lahko včlanijo v vaš klub? Namreč imate tudi klub? Ja, imamo en čudovit knjižni klub, v bistvu, ki je tudi dejansko nekako bolj spodbuda k temu, da nas bralci berejo na spletni strani, ker imamo toliko čudovitih vsebin in dogodkov in vsega. Klub v bistvu kot ni nič ne obvezuje, nobenih obveznosti ni ali pa kaj takega, je bolj to, da se pač registrirajo in da dobivajo te novičke. Od teh novičk se pa lahko tudi kadarkoli odjavijo. Tako da če pač se registrirajo na spletni strani, potem bojo obveščeni o vseh takih čudovitih stvarih, ki jih počnemo skupaj z našimi poslovnimi partnerji. Tako vljudno vabljeni, ne vsi? Ja, seveda, seveda. Najlepša hvala za vaš obisk. Jaz vam želim vse dobro v nadaljevanju in upam, da se še kdaj takole dobiva in malo poklepetava. Z veseljem. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Hvala. Na televiziji ETV smo pred časom objavili 6. literarni natečaj Naj pesem ETV 2016. Na nagradnem natečaju lahko sodelujete z le eno še neobjavljeno pesmijo. Razpisani sta 2 starostni kategoriji. V prvi skupini boste mladi pesniki osnovnošolci, v drugi pa pesniki starejši od 15 let. Pesem, opremljeno s polnim imenom, naslovom, rojstnimi podatki in telefonsko številko, pošljite najpozneje do 10. maja 2016. V obeh starostnih kategorijah bomo podelili po 3 nagrade. Prvouvrščena pa prejmeta že lepo denarno nagrado. Do tega trenutka smo prejeli več kot 80 otroških pesmi in več kot 40 pesmi, ki ste jih poslali starejši. Eno tudi iz tujine. Generalni pokrovitelj izbora je Spekter Trbovlje. Društvo invalidov Zagorje vsako leto pripravi razstavo ročnih del v svojih prostorih. Kot vedno so bili društveni prostori premajhni za vse, ki so želeli prisostvovati odprtju razstave. V kratkem kulturnem programu so zapele pevke zbora Društva invalidov, zbrane pa je pozdravil predsednik društva Zvone Poznič, ki je spregovoril tudi za naše gledalce. Letošnje leto je 23. leto po vrsti, ki se dogajajo na društvu v smislu, ko naše delavke, naše članice sekcije ročnih del kažejo na ogled vse tisto, kar so počele skozi celo leto. Tudi tisti izdelki, ki so delani doma, se pravi invalidi, kateri ne morejo prihajati v društvene prostore ob torkih, ki so namenjeni ročnim delom. Zato je ta številka, v katerih se dogajajo ti izdelki in izdelujejo 13 članic, vsi ostali so tisti na domu. Izdelki, ki so postavljeni na ogled, so lepi. Lepi so zaradi tega, ker so polni elana, polni želje po izdelkih, polni so želja po druženju v času, ko se izdelujejo ti izdelki. Vse v smislu in v želji, da čez leto vsorej zopet postavijo ta svoja dela v našo razstavo, dajo na ogled ljudem, ki so člani društva, dajo tudi ogled ljudem, ki slučajno gredo mimo naših prostorov in se odločijo pogledati zadeve. Če bi hoteli ocenjevati te izdelke, bi lahko dejali, da so neprecenljivi. Neprecenljivi so za same izdelovalce, same članice in člane. Neprecenljivo je tudi društvu, ki združuje to dejavnost, kajti to je del programa ZDIS-a, to je del programa, ki ga financira FIHO in nikoli ni bilo pod vprašanjem razstava, da ali ne.
izdelki, da ali ne. Edino, kar je pod vprašaj, je to, da se vsako leto za delček ali za kanček spreminjajo izdelki. To pa pomeni, da je raznolikost, raznovrstnost izdelkov tako velika, da ni vprašaj, ali bo lepo sprejeto pri ljudeh ali ne bo. Mislim, da 23. leto se počasi izteka, vsako leto, ki je, da starost, da modrost, da tudi tegobe, in ko to vse skupaj premagamo, potem nastanejo takšni izdelki, kot ste jih malo prej videli na naših mizah, in to nas navdaja z veseljem in prepričanjem, da je lepo biti član tega društva in da je lahko s tem našim delom zadovoljen še kdo drug, ne samo mi, člani tega društva. Na razstavi so s svojimi izdelki sodelovali ustvarjalci iz Varstveno-delovnega centra Zagorje. Na ogled pa je še nekaj izdelkov iz zagorske steklarne, kar predstavlja unikaten pogled na zgodovino Zagorja. Na naši televiziji smo pred nekaj meseci gostili glasbenika iz Zagorja, ki ima umetniško ime Bajta Nice 3. Pred časom nam je poslal svoj najnovejši glasbeni spot Dobro jutro, s katerim se tudi poslavljamo. Imejte se lepo in nasvidenje. Dobro jutro, lega stari, dobro jutro, lepa dama, dobro jutro, sonce na mizi, dan je pred tabo, užiga na izi. Dobro jutro, lega stari, dobro jutro, lepa dama, dobro jutro, sonce na mizi, zajtrk pred tabo, pojega v izi. Faco si umijem in operem tele uhe, musko si postrežen krožnik čokoladne juhe, dolijem pomaranče, da zrihta pravi mood, zvok po telem jutri izveni like pretty fucking good. Nova stara epizoda dneva, ki se nadaljuje in začenja z novim jutrom in prinaša musko zmešano iz futrom. Kava dela za posluh, melodija osvobaja in uživa dober kruh. Zakaj bi hodil stran, če pred mano se sprehaja lep in dober dan, pa mu rečem servus, lega kak je plan, butas me pogleda in mi reče, da je fajn, če naredi si, da je fajn. Žarki so odzuni in čakajo na družbo, prosim ne zamuji, na ljaku boš na gužbo, hitrej se obuvi, kad dnevi so prekratki, mal ga zamuvi, dobimo se v parki. Dobro jutro, lega stari, dobro jutro, lepa dama, dobro jutro, sonce na mizi, dan je pred tabo, užiga na izi. Dobro jutro, lega stari, dobro jutro, lepa dama, dobro jutro, sonce na mizi, zajtrk pred tabo, pojega v izi. Sonce je alarm, ko zjutri me zbudi, pokuka mi čez oken, se mi ne smeji, včasih ob 9, včasih pa ob 1, ura nima veze, ko zbudiš se v objemi. Stariček ti rečem, da se dan po jutri ful pozna, kuti kjer ponuja zajtrk, se mu reče ja, dobra muska energija, polna usta komedija, dober si čez dan, zvečer pa polna baterija, ha. Kot je prav lega, vsak pa svoje sanje, za razliko drugih, jaz ne furam jih po noč, ampak zjutri, ko ostanem, ko najde svojo pot, pride tvoj nasmeh, hodil boš po lufti, ne po tleh. To je ta uspeh, ka nikoli ne mine, dej mi ta recept, kje so sestavine, najdeš jih vse, vsakič, ko te prime, smeh nariše sonce, briše padavine. Dobro jutro, lega stari, dobro jutro, lepa dama, dobro jutro, sonce na mizi, dan je pred tabo, užiga na izi. Dobro jutro, lega stari, dobro jutro, lepa dama, dobro jutro, sonce na mizi, zajtrk pred tabo, pojega v izi. Uspešno lepo jutro privleče dober dan, dober dan se sleče, odplava kja v teden, super dober teden, dela dober mesec, mesec tvori leto, k pretaka se v reko. Reko, ki odplakne dobro in pa slabo dan, začneš iz nule, uporabli glavo, ker boš dost naredil, jutr pride ven na plano, prakso to poznamo, preveč se dela in premal se danes igramo. Pa dober se vprašaš, če furaš ta življenje, a je žlica polna, da filah repenenje, ti o tem odločaš, želja in vizija
ti si ta oseba, ko za to osebo zdaj navija. Mali so koraki, ko grejo po stopnicah, poraz ne obstaja, to je ta resnica. Naslednja je postaja, da najdeš tistega krivca, skriva se v špegli, polet dobi kot ptica.